Zdaj, mogoče najbolj, da kar malo gremo si pogledati tale delovni zvezek, bom šel malo na hitro čez, jaz sicer s to strani ne bomo vsega pogledali, ene pa mogoče kakšno poglavje bolj podrobno pogledamo. Seveda izhodišče je učni načrt. Tako da, najbolj, da kar zalaufamo tole. Ste vidite? Evo, tukaj imamo kazalo, se pravi klasika, vsebine take, kot jih opredeljuje učni načrt. Zdaj, ker sva jaz pa Matjaž, v bistvu bolj praktika kot teoretika, sva želela, da je ta samostojni delovni zvezek narejen tako čisto kratko jedrnato, neke vprašanja, odgovori, veliko slikovnega gradiva, slikca, nek tekst zraven, da si tako prebereš, da bolj pritegne. Midva so tak karakterja tudi mogoče, vsaj jaz. Mislim, da Matjaž pa tudi. Tako da, kratka vprašanja, kratki odgovori, jedrnati, in pa potem tudi takoj kakšne nalogce, da te takoj potegne, da moraš nekaj prebrati, nekaj rešiti. Nalogce sva probala narediti tako malo bolj zanimive, sodobne, tukaj tole nekaj zračunati, pa tukaj se nekaj poveže, takole. Ekološki odtis računa, recimo, to je prvo poglavje tehnika in življenje. Varnost v prometu, spet, da ni neke debate silne, bolj takoj akcije, malo ponovitev, potem pa takoj znanje, ki ga imajo, probajo uporabiti v novih situacijah. Tukaj pa tudi omogoča debato, če se dela z učiteljem, če še kdo česa ne ve, da to znanje pridobi prek debate, kdor pa že ima, pa lahko takoj tole lepo rešuje. Tako, takole bo izgledalo. Naloge, kratke besedilo, izzivi, vmes tudi za popestritev, lahko izzivi za v razred, lahko za doma. In vedno na koncu poglavja še nekaj nalog, vadila mojstra. Veliko teh nalog je bilo tudi pač pogledala stare NPZ-je, tako da so bodo učenci tudi v primeru NPZ-jev pripravljeni na ta tip nalog. Tehnično risanje, res tako sva probala, da je čim manj govorenja, probala so biti kratka, jedrnata, da ni primerno za šestarja, in ne delava vsak dan, tako da približno se nam zdi, da veva, kaj rabijo, kaj in kako. Tako, ko midva delava z njimi v razredu, sva želela, da je tudi tukaj noter. Tako da, če bodo otroci imeli samostojni delovni zvezek, potem ne potrebujejo navadnega zvezka. Tukaj bodo lepo narisali tele črte, ki tukaj vidite, bodo tukaj lepo vadili. To je to. Evo. In pa, če še na hitro skočimo, se pravi, pogledamo pa še papirna gradiva, je tudi že vse postavljeno, zdaj imam, kot ste slišali, 20. aprila bo že vse fertik, zdaj gremo še čez zadnje korekture. Na koncu, če samo to pogledamo, prav smo rekli, že prej Valentina povedala, bodo prazni listi in pa listi za skice, za načrt in pa tehnološki list. Pa še nekaj čist praznih listov bo na koncu. Če boste imeli samostojni delovni zvezek, potem potrebe po nekim dodatnih zvezkih, mislim, da odpade. Dobro, da vidim, če sem vse povedal. To je to. Kot sem rekel, se pravi, noter ne bo, tako kot ima konkurenca, ki ima načrte za že neke izdelke, to vem, da to mislim, da marsikdo doživljal tako, da ga je omejevala, bi rad že kakšne druge izdelke delal, ampak imaš vse not, se pa težko odločiš. Zdi se mi dobra stvar ta, da ne bo, kot sem prej povedal pri mostu, z istimi gradivi boste lahko naredili več različnih izdelkov. To se mi zdi dobra stran, se mi tudi zdi, recimo od konkurence, otroci dobijo te škatle, pa imate v razredu lahko, tudi po 200 škatel, če imajo, škatle 6., 7., 8. razred in tega se res veliko nabere. Poleg tega se redko porabi ves material, pol se ti stran neče, razmišlja, kaj bi s tem, ali eni domov nesejo, ampak v končni fazi verjetno veliko materiala prestane v smeteh. In pa vsi, ki delate s temi škatlami,
te škatle so zdaj že kar dolg časa na tržišču. Če se boste odločili za samostojni delovni zvezek Mladinske knjige, sigurno boste malo popestrili vaše delo, nekaj novega bo za vas. Tako da